Kaj se predstavljaš? Slikam? Ne, sej, ja, malo notar, malo se slikam. Priče bližje, da notri bo pit. Dobro jutro vsem skupaj. Po dveh letih, da imamo spet normalen blagoslov ognja, kako se zagre. Pa začnimo res to naše srečanje v Božjem imenu, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. Milost in mir Gospoda Jezusa Kristusa, ki je prišel, da vrže na zemljo ogenj ljubezni, naj bo z vsemi vami. Dragi bratje in sestre, zbrali smo se k blagoslovu ognja. Ker ogenj svojo ljubeznijo preganja temo in s toploto mraz, nas spominja na Božje resnice in Božjo ljubezen. Ker pa ima v sebi moč, da uniči vse in spremeni vse, kar je gorljivega, je podoba očiščevanja, uničenja in Božje sodbe. Sedaj prisluhnimo svetopisemskemu zapisu o Mojzesu, ki je v gorečem plamenu spoznal Božjo navzočnost. Berilo je iz druge Mojzesove knjige. Mojzes je pasel drobnico svojega tasta Jitra, midijanskega duhovnika. Ko je nekoč prignal drobnico daleč v pustinjo, je prišel k Božji gori Horebu. Tedaj se mu je prikazal Gospodov angel, v ognjenem plamenu iz sredine grma. Pogledal je in glej, grm je gorel s plamenom, a ni zgorel. Mojzes je rekel, moram stopiti tja in si ogledati to veliko prikazen, kako da grm ne zgori. Ko je Gospod videl, da gre gledat, ga je poklical iz sredine grma in dejal, Mojzes, Mojzes, odgovoril je, tukaj sem. Bog je rekel, ne bližaj se semkaj, sezuj si čevlje z nog, zakaj kraj, na katerem stojiš, je sveta zemlja. Potem je rekel, jaz sem Bog tvojega očeta, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov. Tedaj si je Mojzes zakril obraz, zakaj bal se je gledati v Boga. To je Božja beseda. Bogu hvala. Tako kot smo slišali ravno kar v prebranem berilu, ko je Mojzes zagledal ogenj, je prišel gledati, kaj se dogaja. Tudi nas je danes tukaj na nek način povezal, zbral ogenj, ki ga bomo sedaj blagoslovili in iz katerega oziroma po katerem nam ravno tako govori Bog, da je med nami. Ogenj s svojo močjo, da vse spremeni, je simbol, da spreminja tudi nas. Če se pustimo na nek način, da vstopi Gospod v naše življenje, potem Bog spreminja tudi vsakega izmed nas. Na poseben način, sedaj v teh dneh, v velikonočnem tridnevju, ko razmišljamo ne samo o Kristusovem trpljenju, o njegovi smrti in vstajenju, pač pa tudi o svojem lastnem trpljenju, o svoji smrti ter o vstajenju, k kateremu smo povabljeni. Naj bo ta ogenj res znamenje Božje ljubezni, na drugi strani pa naše pripravljenosti, da želimo po svojih močeh, kar se le da, najbolje sodelovati z Gospodom. Tisto nepopolno v ognju zgori, v našem življenju nepopolno pa Bog odpušča. To, za kar je ogenj namenjen, da prinaša blagoslov, da prinaša toploto, da prinaša svetlobo, to nam pa tudi Bog prinaša s svojim vstajenjem, namreč prinaša večno življenje. Sedaj pa se v prošnji za vse potrebe obrnimo na nebeškega Očeta. Nebeški Oče, svojega Sina si žrtvoval za nas in tako pokazal, da tvoja ljubezen ne pozna meja, zato te upamo prositi. Za redovnike, redovnice in duhovnike, naj jih velikonočni prazniki utrdijo v veri. Za voditelje narodov in ljudstev, naj se zavedajo, da brez tebe ne morejo ničesar storiti in da za vsako odločitev, da so odgovorni tebi. Za trpeče in stiskane, naj ne obupajo, ampak doživijo očiščujočo moč trpljenja. Za nas tukaj zbrane, naj nas Sveti Duh napolni z ognjem svoje ljubezni do Boga in bližnjega.
Vse to te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Sedaj pa skupaj zmolimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Molimo. Vsemogočni Bog, Oče luči, po svojem Sinu si prinesel vernikom sijaj svoje slave. Prosimo te, blagoslovi ta ogenj. In nam podeli, da bodo letošnji velikonočni prazniki v nas tako razvneli hrepenenje po nebesih, da se bomo popolnoma prenovili in nekoč prišli v slavo večne velike noči. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki je za nas trpel, umrl in vstal od mrtvih in s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Tako naj bo to dejanje uvod v dogajanje današnjega dneva, ki ni samo blagoslov. Zdaj tukaj potem blagoslov pirkov, jedil, pa zvečer molitve. Ampak povabljeni tudi čez dan k molitvi pred Božjim grobom, da bi, tako kot sem prej dejal, ne prinašali Gospodu samo tistih kralevših stvari, ampak da moramo pred Gospoda stopati tudi v svoji nepopolnosti, tudi v molitvi, tudi v prizadevanju za dobro. Ogenj, ki ste ga prišli iskat, pa naj bo res znamenje Božje ljubezni do vsakega izmed nas. Ko boste na njem kuhali sedaj dopoldne, delali pirhe in tako naprej, naj nas spominja, da je Gospod z nami v vsakem koraku. Ob sklepu pa prosimo še za Božji blagoslov. Gospod z vami. Vsemogočni Bog naj vam pomaga ustrajati v dobrem. V teh velikonočnih praznikih naj vas utrdi v veri. Amen. V vaših srcih naj ohranja ogenj svoje ljubezni. Amen. Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Ja, Leo, dobro jutro. Kaj pa je bilo? Ni šlo vstajanje? Ja, da se ve, saj si. Salate nisem načeš prišel. Rabaš? Ne. To moram, jaz moram. Živijo. Spet boš speglali. Ja.
Če lahko. Zoleš, da bo bolj gorel, praviš, da ne ugasne. Veš kaj je, jutri je samo v ponedeljek je 0, a to še ni 0, pa čez dan je pol 12. Ta tira dela. Ja, v ponedeljek, mi jo uberemo. Ja, se je treba pametno, ne veš. To, bravo. Aha. Ja, ne volim, da se meni. Meni se treba ptičko čaj naredila. Dobro jutro. Zdravljene. Da ti nov vzrok zletela. Tale je že malo starosta, že malo znucana, ne? Rama ali vedra? Rama je v redu. Gori. Fino, bravo. Gori. Bravo. Ja, si to sam tliviš. Saj v gozdu jih je polha, ne? Ja, to se zmer čez let ne bere, pa se kdaj sušiti. Aha, da pol bolj žari, pa Ja. gori. Fino, bravo. Kaj je oko da tole mačkan? Da vidva pamet? Da upam, da ne. Če greš sem, pa ni drug.